Decembra je že 20. leto zapored v festivalni dvorani Bled odmevala narodno-zabavna glasba. Veselo po domače je prireditev, ki je umeščena v najlepši čas leta med Božičem in Novim letom. Kot pravi organizatorji iz folklornega društva Bled, dogodek mnogim, tudi osamljenim in žalostnim, prikliče na lica vesel nasmeh in jih dobre volje popelje v novo leto. Kar 20. izvedbo prireditve Veselo po domače. Kakšni so občutki ob obletnici in pripravi tokratnega programa? Ja, občutki so zelo fini, zelo dobri, zaradi tega, ker 20-tič ponoviti tako prireditev, to ni mačji kašelj, ampak je to kar dost zahtevno bilo skozi vsa ta leta pripravljati program, nastopajoče in pa seveda zadovoljiti publiko. V tokratni izvedbi so za program poskrbeli ansambel Robija Zupana, ansambel Bitenc, ansambel Petra Finka, kvintet Smrtnik, otroška folklorna skupina Ovsiše, Jerneja Terlikar, duo Nota, Erazem in Miro ter folklorniki folklornega društva Bled. Za humorne vložke sta poskrbeli Majda in Maruša. Povezovanje sta tokrat prevzela člana folklornega društva Bled, Mateja Repe in Milan Debeljak. Razprodana dvorana se je v ritmih narodno-zabavne glasbe in smeha prebila skozi zabaven večerni program. O glasbi pravi župan Janez Fajfar. Na vsak sejem za avstrijska štantas, bavarska, bohojskega, šnižitirovska, odmeva naša muzika za svoje podaje. Vse prav, to je skupno kulturno dobro, ponosni smo lahko, da smo to prestevali v to čudovito Evropo, v kateri kljub vsem problemom živimo in bomo še naprej. In s tem bi zaključil, še enkrat bi se zahvalil organizatorjem, vsem ste prišli bliz in tudi na model za tole povabilo. Želim vam srečen, uspešen, zdrav nov let. Kako pa vsako leto znova in znova pripravljate program in izberete nastopajoče? Ja, to pa delamo tako, v bistvu že 29. decembra, po zaključku prireditve, že razmišljamo za naslednjo leto. Tako da praktično to poteka preko celega leta. Nastopajoče izbiramo pač potem, glede na to, kako so priljubljeni v tem času. V letošnjem letu za 20. jubilejni smo pripravili nastopajoče, samo nastopajoče, ki so kadarkoli nastopili že na naši prireditvi in ki so bili zelo dobro sprejeti. Tako recimo je zanimivo, da imamo letos en ansambel, to je ansambel Robija Zupana, na naši prireditvi, ki je bil tudi prvič leta 1999. Tudi letos ste dobrodelni. Tako je. Mi smo že s prvo prireditvijo leta 1999 štartali s tem, da bo ta prireditev namenjena ljudem, ki si teh zadev, takih zanimivih zadev ne morejo privoščiti, in smo že takrat povabili gojence Matevža Langusa in pa domov starostnikov, tako Zradovljice in Jesenic. To pomeni, da vsa ta leta, vseh 19 smo vabili njih in praktično omogočili, da so lahko prišli in si ogledali to našo prireditev. Poleg tega pa v zadnjem času nudimo tudi brezplačne vstopnice mnogim, ki si teh ne morejo privoščiti, ampak so kako drugače prizadeti. Člani folklornega društva Bled, nastopajoči in obiskovalci so 29. decembra obeležili s tradicionalno prireditvijo, ki nikogar ni pustila ravnodušnega. Če se pa spomnimo še enkrat tega leta 1999, ste si predstavljali, da bo kar 20 in mogoče še več zaporednih prireditev in kakšni so občutki ob tem, ko pogledamo nazaj in je vsako leto vedno bolj uspelo? Ja, seveda občutki so lepi. Seveda, ko smo leta 1999 začeli s prireditvijo, čeprav to ni bil pravi začetek. Pravi začetek je bil že precej let prej,
ko sem nekako mi je padla ideja, takrat sem bil predsednik KUD-a Bled, Kulturno-umetniškega društva Bled, in mi je padla ideja, da bi nekako priredili eno prireditev v letu, s katero bi recimo nekako zapolnili ta, bi rekel, ta termin in pa istočasno, da bi nekako se tudi nekako finančno malo upomogli. No, zato sem se oglasil pri takratnem podžupanu Jožetu Antoniču. Kar nekaj let sva se okrog tega dogovarjala, tudi iskala sva termine, tako da nekako je bil en termin tam spomladi, ali za 8. marca ali 25. marca na materinski dan. No in po nekaj letih me pokliče prav, zdaj imam pa jaz en termin zate, če hočeš, 29. decembra. In seveda, kaj je lepšega? To je čas med Božičem in Novim letom, takrat, ko so ljudje pravzaprav najbolj pripravljeni ali pa najbolj občutljivi, takrat recimo zlasti ti osamljeni, ki so sami in tako naprej, jim ta prireditev zelo, zelo veliko pomeni. In moram reči, da je veliko teh, ki se vračajo vsa leta, prihajajo na to našo prireditev in zelo sem vesel, no, da je to tako zaživelo in da tako živi.